Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Danes se bomo pogovarjali o srcu. In ko rečem besedo srce, najbrž marsikomu marsikaj različnega pride na misel. Nekdo bo pomislil na ljubezen, na srečo, nekdo drug, ki pa ima za seboj že slabe izkušnje, pa morda na infarkt ali še kaj hujšega. No, in danes se bomo pogovarjali pravzaprav o tem, o dobrem in slabem, o infarktu, vendar o tem, kako ga preprečevati in kakšna naj bi bila pravilna rehabilitacija, ko ga človek že preživi. Naj vam še predstavim gosta v studiu, to je docent dr. Borut Juk, doktor medicine, specialist kardiolog. Pozdravljeni. Pozdrav. Sicer pa zaposlen na kliniki za žilne bolezni Kliničnega centra Ljubljane, je šef enote za rehabilitacijo in preventivo srčnih bolnikov, dela tudi na medicinski fakulteti kot docent interne medicine. Dodatno se ukvarja še z nuklearno diagnostiko srčnih bolnikov. Doktor Juk, veliko podatkov o vas pomeni, da ste zelo aktivni in kolikor sem slišala iz marsikaterih ust, ste tudi zelo priljubljeni in zelo spoštovani kot kardiolog in zdravnik. In seveda, pogovarjala se bova o srčnem infarktu oziroma o tisti stvari, ki najbrž prizadene človeka na hitro in je ravno zaradi tega lahko neka huda izkušnja, tako zanj kot za njegovo družino. Kaj pravzaprav je srčni infarkt, kdaj nastopi, kako ga prepoznamo? Ja, srčni infarkt pomeni odmrtje dela srčne mišice. Nastane pravzaprav zaradi tega, ker se žile, ki prehranjujejo srce, se pravi koronarne arterije, nenadoma zamašijo, preprečijo dotok sveže krvi do srčne mišice in ta počasi lahko začne odmirati. Zato je ključnega pomena, ko se to pojavlja, ko se pojavijo ustrezni simptomi, da hitro odreagiramo, poskušamo odmašiti to zamašeno koronarno arterijo, omogočiti ustrezen dotok krvi in rešiti, kar se rešiti pri srčni mišici da. S sodobnimi načini zdravljenja imamo seveda ogromno možnosti, kako to v akutni fazi postoriti, vendar moramo poudariti, da vzroki, ki pripeljejo do tega, da se koronarna arterija zamaši, vztrajajo tudi potem. To je v glavnem v 90% primerov koronarna ateroskleroza. Ateroskleroza kot naplastitev stene arterije, do katere pride pri posameznikih, ki imajo določene dejavnike tveganja. Se pravi, posredno govorimo o dejavnikih tveganja za infarkt, ko razpravljamo o visokem krvnem tlaku, o kajenju, o sladkorni bolezni, o visokem holesterolu. Nekatere te dejavnike ne moremo vplivati, recimo genetika nam je dana in ta trenutek sodobna medicina na njo praktično nima nekega vpliva. Spol, vemo, da ženske zbolevajo v povprečju 10 let kasneje kot moški, kljub temu, da je tudi pri njih recimo srčno-žilna umrljivost vodilni vzrok smrti pri nas in tudi po svetu. Potem so pa nekateri dejavniki, na katere posameznik lahko 100% samo vpliva. Se pravi, zlasti kajenje, telesna neaktivnost oziroma aktivnost kot tisti preprečevalni moment, pa prehrana, na katero lahko samo vsak posameznik pazi sam. Ja, in kako recimo prepoznamo? Na vsezadnje gre za to, da tudi sami vemo, da je z našim srcem nekaj hudo narobe in da je treba ukrepati zelo hitro. Zdaj, v knjigah, v šolskih učbenikih medicine je opisana ta tipična bolečina kot tiščoča. Posameznik ne more natančno opredeliti, kje ga boli, zaradi tega, ker srce ni ustrezno oživčeno z bolečinskimi živčnimi končiči, zaradi tega ne moremo točno reči, tukaj le me boli ali pa tukaj, ampak opisujejo posamezniki tiščočo bolečino, topo bolečino v celotnem prsnem košu, ki se lahko seli. Tako kot sem rekel, v učbenikih piše, da večinoma v levo roko, ampak danes vemo, da pri večini posameznikov gre lahko tudi v desno roko, v vrat, navzad, proti lopaticama se bolečina širi, žareva lahko proti trebuhu. Nekoliko manj značilna je ta bolečina zlasti pri ženskah, verjetno zaradi različnega poteka živcev in vpliva estrogenov na prenose živčne bolečine. Pri sladkornih bolnikih, kjer je živčevje okvarjeno, pri nekaterih drugih posameznikih, kot so zlasti starostniki, pri katerih je tudi ta živčni prenos okrnjen. Se pravi, tipična bolečina je taka, ki je ne moremo locirati, velikokrat se pa kaže na zelo neznačilen način. Kdaj pa se recimo ta bolečina pojavi? Koliko pred tistim ključnim recimo
tistim pravim infarktom, ki pa je že lahko hudo nevaren. Ta bolečina, ki jo opisujemo, je značilna zato, da srce ne dobi dovolj prehrane. Se pravi, je bodisi oviran dotok krvi zaradi zožene koronarne arterije ali pa zaprte koronarne arterije. Pri zoženi koronarni arteriji je značilno to, da dotok je omogočen, kadar človek miruje, kadar je sproščen, kadar nima nekih psihičnih stresov, potem pa, ko recimo začne hoditi po stopnicah, srce ne dobi dovolj kisika in se začne ta bolečina pojavljati. Temu rečemo angina pectoris. To je znak, da je koronarna arterija lahko zožena, da bo lahko na tej zoženi koronarni arteriji se nekega dne naredil strdek, zamašil žilo in povzročil infarkt. Pri infarktu je ta potek dosti bolj akuten, dramatičen, nenaden, lahko nastopi med naporom, lahko nastopi v mirovanju, lahko nastopi po noči, se pravi neodvisno od časa dneva ali pa telesne aktivnosti, je izrazito močna, lahko tako močna kot pri angini pectoris ali pa še bolj. Praviloma ne poneha, po 20-30 minutah še vedno vztraja. Posameznik je onesposobljen, se pravi, to je zelo dramatično, ampak spet govoriva o nekem tipičnem poteku infarkta. Mnogo infarktov danes vemo, da poteka mogoče netipično, zlasti pri teh skupinah, o katerih sva prejle govorila, pa tudi treba je vedeti, da so danes diagnostične zmožnosti za prepoznavanje infarkta dosti bolj občutljive, kot so bile recimo še pred 10 ali pa 2. Se pravi, zdaj vidimo veliko infarktov, ki jih včasih družba, medicina nista bili sposobni prepoznati in verjetno je veliko posameznikov te infarkte utrpelo, ne vem, v domačem okolju, pa so potem za posledicami umrli malo kasneje, ne da bi mi sploh to vedeli. Danes imamo izboljšane metode za diagnostiko, se še izboljšujejo, prepoznavamo čedalje več posameznikov, ki niso imeli teh značilnih simptomov, pa so imeli infarkt. Prepoznavamo tudi tiste, ki imajo značilne simptome, pa imajo nekaj drugega, se pravi nam neznanega. Ne. To se pravi, kaj naj bi storili, kako naj bi ukrepali, kadar morda vse to, kar ste zdaj omenili, predvsem neko čudno topo bolečino, ki se pojavlja, izginja ali vztraja, kaj takrat storiti? Naj gremo na urgenco? Načeloma je tako, če imate neko hudo, topo, močno bolečino, nesposobljujočo, se praviloma pokliče rešilca oziroma reševalno službo, pristojno urgenco, kjer vam zdravnik svetuje, kaj je primerno storiti. Če imate res infarkt v dogajanju, je lahko zelo nevarno, da se recimo z avtom odpravite do najbližje bolnišnice, zaradi tega, ker infarkt, zlasti če telo dodatno še obremenjujemo in s tem še zmanjšamo oziroma zvečamo potrebo po dotoku kisika, lahko gre v kakšne aritmije, nenadne izgube zavesti, pri tem poškodujemo sebe in tako naprej. Se pravi, pokličete, preverite, večinoma, kadar je sum za infarkt, vam bojo rešilca poslali domov. Če je malo manj tipična bolečina, se pravi, če rečete, da ste pred par dnevi imeli bolečino, pa v tem zaupate svojemu družinskemu zdravniku ob naslednjem pregledu pri njem, bo on ali pa ona verjetno posnela elektrokardiogram in že iz tega malo sklepala, ali je šlo za bolečino v povezavi s srčnim infarktom oziroma angino pectoris ali za kakšen drugi tip bolečine. In v primeru, da smo preživeli nek tak lažji infarkt, kakorkoli že, ali pod zdravniškim vodstvom ali ne, kaj pravzaprav v tem primeru lahko storimo naprej? Zdaj, ko enkrat posameznik utrpi infarkt, je več vidikov, na katere moramo biti pozorni. Prvič, za nas je to nek kronski dokaz, da so njegove žile dovzetne k zoženju, k mašenju in da je zelo ogrožen, da ne bi slučajno nekega dne utrpel še en vnovični infarkt. Vemo iz recimo 60 let prejšnjega stoletja, ko nismo imeli nobenih zdravil, nobenega drugega ukrepa, razen obveznega ležanja v bolniški posteli. Iz 60 let vemo, da je recimo več kot 40% bolnikov po infarktu, če so nezdravljeni, utrpi vnovični infarkt ali pa nenadno srčno smrt v 10 letih. Se pravi, mi moramo agresivno delati na tem, da ne bi prišlo do ponovnega infarkta. Zato svetujemo ustrezen življenjski slog, zato imamo določene skupine zdravil, zato imamo recimo pomoč obvladovanje stresa, rehabilitacijo, ki je usklajen proces dovajanja vseh teh prvim posamezniku, s katerim potem lahko zmanjšamo tveganje za ponovni infarkt, zmanjšamo tveganje za umrljivost, omogočimo posamezniku dobesedno, da zaživi normalno življenje naprej. Drugi pomemben vidik v tem je pa tudi diagnoza sama. To je z psihološkega vidika zelo obremenjujoča diagnoza. Sploh pri posameznikih, ki so imeli enega ali pa oba starša, ki so utrpeli infarkt, res takrat v tistem obdobju, ko je bilo opcij za zdravljenje manj.
in je to za njih lahko zelo obremenjujoče. Potem si predstavljate nekega mogoče celo mlajšega bolnika, ki je utrpel infarkt, poprej je bil navidezno zdrav, seveda verjetno imel veliko dejavnikov tveganja, mogoče malo nezdrav življenjski slog, na katere ni bil pozoren, potem pa pristane v bolnišnici. Oskrbljena je tista akutna faza infarkta, se pravi pogašen požar, potem je pa odpuščen v domače okolje, po možnosti s 5 zdravili, brez ustreznih informacij, z veliko nagnjenostjo k anksioznosti. 60% bolnikov po infarktu ima v prvih 6 mesecih po dogodku napade anksioznosti, panične napade, veliko je depresivnih, na vse to moramo biti pozorni. In kot rečeno, programi rehabilitacije oziroma vseživljenjska rehabilitacija je za vsakega posameznika, ki je utrpel infarkt, tukaj ključnega pomena. In recimo življenjski slog je dejansko treba spremeniti. Absolutno. Najbolj učinkovit ukrep pri vseh zdravilih, ki imamo na voljo, pri vseh ukrepih, ki jih poznamo, še enkrat najbolj učinkovit ukrep za preprečevanje vnovičnega infarkta je opuščanje kajenja pri kadilcih. S tem tisti, če nekdo kadi, je utrpel infarkt in preneha kaditi, s tem avtomatično prepolovi svoje tveganje za vnovični infarkt. Vsa zdravila, ki jih dodajemo, recimo zmanjšajo za 30-25%, kajenje je nek tak zelo močen ukrep. Redna telesna aktivnost, to vemo recimo iz posameznikov, ki obiskujejo programe rehabilitacije, da imajo za 20-25% manjšo umrljivost kot tisti, ki ne obiskujejo programov rehabilitacije in niso telesno aktivni. Mediteranski tip prehrane je tretji vidik zdravega življenjskega sloga, pri katerem so dokazovali pomembno stopnjo zmanjšane umrljivosti po infarktu in vse te tri prvine zdravega življenjskega sloga so absolutno priporočene v vseh strokovnih smernicah in uživajo najvišjo podporo oziroma najvišje soglasje v stroki. Potem so tukaj še recimo dejavnike, kot je izogibanje stresov. Tukaj nažalost imamo dokazov mogoče malo manj, zaradi tega, ker če vprašate bolnike oziroma posameznike, kdo je imel že nek stresen dogodek oziroma kdo je pod stresom, vam bomo vsi odgovorili, da smo vsi v nekem stanju kroničnega stresa. Če pa vprašamo, definiramo ta stres, se pa tu začnejo probleme. Se pravi, z znanstvenega vidika je stres, vsaj pri bolnikih po infarktu, toliko teže definiran, da tlele je dokazov mogoče malo manj. Aha, to se pravi dokazov, da dejansko... Dokazov je malo manj zaradi tega, ker ni nekih enovitih ukrepov. Stresu se ne moramo izogniti v sodobni družbi, zato ne moramo reči, umaknemo vse stresorje iz našega življenja. Programi za obvladovanje stresa so zaenkrat dokazali, da posamezniki po infarktu, ki se udeležijo teh programov, imajo precej višjo kakovost življenja, nismo pa še do te točke, da bi dokazali zmanjšo umrljivost, ker verjetno je s stresom povezanih še veliko drugih sočasnih dejavnikov, recimo nenazadnje kajenje, slabe prehranjevalne navade, manj telesne aktivnosti. Po drugi strani omenili ste recimo, da moški zbolevajo prej, ženske kasneje. Zdaj, če je vprašanje, zakaj je temu tako, tudi znanost si ni enotna. Domnevamo, da imajo ženski spolni hormon nek zaščitni učinek, zato mogoče sem se prenaglil, ker sem rekel 10 let prej, v bistvu po menopauzi oziroma po perimenopauzi ženske nadoknadijo tisto tveganje. Se pravi, do perimenopauze imajo ta zaščitni učinek pred srčno-žilnimi obolenji, ampak ga potem hitro nadoknadijo. In še enkrat poudarjam, srčno-žilne bolezni so vodilni vzrok umrljivosti tudi pri ženskah. Včasih smo domnevali, da gre za druge bolezni, ampak zdaj imamo jasne epidemiološke podatke, da veliko več žensk umre zaradi srčno-žilnih bolezni, kot pa recimo zaradi različnih vrst raka, vključno z rakom dojke. Pa še mogoče ta podatek, Slovenija je ena izmed prvih držav, pri katerih se srčno-žilna umrljivost pri moških zmanjšala pod tisto zaradi raka. Se pravi, zelo dober podatek, nažalost pri ženskah ostaja visoko nad njima. Se pravi, tukaj imamo en velik potencial za izboljšanje. Zanimivo, ne? Po drugi strani boljša diagnostika, boljša zdravila, pravzaprav več znanja okrog tega, pa vendar umrljivost še vedno tako zelo visoka. Še vedno tako zelo visoka, mogoče ne samo zaradi infarkta. Pri infarktu je zlasti tista zgodnja umrljivost drastično upadla. V 10 letih iz približno
15-16% na 5%. Takega uspeha redko v katerem področju medicine lahko zanesljivo najdete. Kljub temu so pa druge bolezni, ki so tukaj na pohodu. Ne nazadnje recimo srčno popuščanje, ki je končna posledica vseh drugih srčno-žilnih obolenj, vključno z infarktom. Pa druga stvar je, pojavnost infarkta ne upada, ampak je ves čas enaka. Upada pojavnost tistega klasičnega infarkta, ampak z novimi diagnostičnimi metodami smo uspeli zaznati več teh manjših infarktov, kot smo jim včasih rekli, NSTEMI, in to zdaj vodi epidemijo naprej. Pri tem pa, da ti manjši niso nujno smrtni, ne? Manjši infarkt je mogoče pomemben z vidika oskrbe v tisti akutni fazi, ker se algoritem ukrepanja nekoliko razloči. V dolgoročni prognozi imata pa enako slabo napoved in zahtevata enake ukrepe, se pravi vse ukrepe zdravega življenjskega sloga, vsa zdravila, ki jih priporočamo bolniku po infarktu, se pravi zdravila proti starevanju krvi, zdravila proti nenadnim motnjam ritma, kot so blokatorji beta, zdravila, ki zmanjšajo raven holesterola, to so statini, pa zdravila, ki vplivajo na preoblikovanje prekata po srčnem infarktu, se pravi, to so zaviralci ras sistema. Tako da vsa ta zdravila, vse prvine zdravega življenjskega sloga enako vredno priporočimo bolnikom z tem obsežnejšim infarktom, s temi pa manj obsežnim, le v zgodnji fazi se mogoče oskrba nekoliko razlikuje. Doktor Jug, predstavljam si, da je strah neka huda zadeva, strah po infarktu. Namreč vendarle vsak ima občutek, vemo, toliko smo že izobraženi na splošno ljudje, da vemo, da je pravzaprav infarkt dejavnik tveganja tako visok, da dejansko lahko umremo. In potem, ko prvega preživiš, predvidevam, da je ta strah hudo moteča zadeva. Kako se ljudje spopadajo s tem? Kaj medicina lahko pomaga? Kakšni podporni stebri so tu? Spopadanje s strahom je zelo različno. Tako, vsi ljudje smo si različni in tudi soočanje s tovrstnimi dejavniki je lahko različno, ampak tako kot sem mogoče že prej izpostavil, 60% posameznikov po infarktu ima v tem zgodnjem obdobju napade anksioznosti. Zavedati se moramo, da recimo vsakega izmed nas kdaj zaboli v prsnem košu, večkrat na dan po možnosti. Nekdo, ki je utrpel infarkt, bo vsako bolečino, vsako zbadanje seveda avtomatično, obrambno pripisal tveganju, da ne gre za morebiti ponovni infarkt, kar se tudi nenazadnje lahko zgodi. Zato potem pride do velike pojavnosti paničnih napadov, do velike pojavnosti drugih težav, pogostih obiskov urgence, ki seveda drastično zmanjšajo kakovost življenja posameznika. Že to, da si predstavljate, da več ur tam čakate, da izključijo, da ne gre za infarkt, je za tega posameznika zelo obremenjujoče. Zdaj, prav eden od vidikov rehabilitacije v prvih mesecih po infarktu je tudi psihosocialna podpora. Vse bolnike, ki se vključijo v program rehabilitacije, recimo pri nas imamo na kliničnem centru program ambulantne rehabilitacije, ko bolniki 3-krat tedensko obiskujejo več mesecev, običajno 3 mesece, program rehabilitacije in jim lahko ponudimo takrat oporo, vsakokrat, ko imajo kakšne take težave, vprašanja, skrbi, se lahko z njimi pogovorimo, lahko hitro razločimo, da ne gre morda res za vnovični infarkt, da gre za neko bolečino, ki je povsem benigne narave in bo izvenela samo od sebe. In seveda imamo tudi kliničnega psihologa, s katerim vsi posamezniki opravijo razgovor, da morda prepozna tiste, pri katerih bi koristil program obvladovanja stresa, program psihoterapevtske obravnave ali kakršnekoli druge vrste. Tukaj v Sloveniji, to jaz že več let delam, moram priznati, da tudi na tem področju se v Sloveniji mentaliteta premika v pozitivno smer, kot jo jaz ocenjujem. Pred desetletjem je redko kdo želel priznati, da ima tovrstne težave. Veliko pomaga že to, da povemo, da skoraj vsi, več kot polovica, imajo tovrstne težave. Psiholog je dobra pridobitev, za katero smo se zelo borili, da smo ga lahko v ta del zdravstvene oskrbe vključili in je dobrodošla pomoč pri teh bolnikih. Poglejte, kaj pa zanima me takoj po infarktu. Če se ne motim, ste na začetku omenili, da včasih je bilo to drugače, so ljudje dobesedno odležali doma. Kakšno je pa potem današnje zdravljenje? Pomeni, da takoj po infarktu naj bi bila že kakšna telesna aktivnost ali kaj podobnega?
Zdaj, včasih ni bilo na voljo nič drugega kot ležanje. Takrat se je arterija zamašila, povzročila infarkt, srce je bilo poškodovano in bilo je potrebo počakati določeno časovno obdobje, govorimo o 6 ali več tednih, ko so morali organizem obvladati pred napori, in to pomeni ležanje v bolnišnici. Danes v Sloveniji 90% infarktov oskrbimo tako, da se pač žila med dogajanjem infarkta odmaši z invazivnim posegom, žičko in balončkom, vanjo se vstavi v stent, tako da je ta neugodni moment odmrtja dela srca minimalen. Posameznik lahko takoj v bolnici dobi vsa zdravila, ki jih potrebuje in jih bo tudi potem naprej jemal. Se pravi, ta vidik oskrbe je zelo hiter, zelo prompten in zaradi tega so se tudi ležalne dobe izjemno skrajšale. Danes govorimo o 5 dneh ležanja ob infarktu. Se pravi, 6 tednov v 5 dni je zelo dramatičen preskok. To pa tudi pomeni, da se posameznik hiter po infarktu remobilizira, že naslednji dan je na nogah. Preden gre iz bolnišnice, poskušajo pri tistih, ki so bliže prej pomični, seveda, da shodijo po stopnicah. Potem se pa začne tista malo dolgotrajnejša rehabilitacija, ki običajno poteka v ambulantnem ali pa v zdraviliškem okolju. V Sloveniji imamo tudi 2 zdravilišči, ki sta specializirani za kardiovaskularno rehabilitacijo, v katerih pač posameznik potem 14 dni se odrehabilitira ali pa ambulantno 3 mesece, 3-krat tedensko po 1 uro. In v tem obdobju, poleg tega, da prilagodimo stopnjo telesnega napora posameznikovim zmožnostim na podlagi obremenitvenega testiranja na začetku, pa poleg tega, da prilagajamo farmakološko terapijo, ponudimo vse informacije, razgovore, predavanja, individualne intervencije za opuščanje kajenja, za izgubljanje odvečne telesne teže, za uživanje ustrezne mediteranske prehrane in tako naprej. V tem obdobju lahko ponudimo tudi ustrezno spremljanje. To je tisti vidik, na katerem fokusira pač ta sekundarna preventiva rehabilitacije po infarktu, in tak model želimo potem prenesti na čim večje število bolnikov. Doktor Jok, po drugi strani pa zdravila verjetno potem pomeni, da jih mora človek jemati ves čas. Res je, za večino zdravil so raziskave potekale vsaj 5 let ali več, kar pomeni, da gre za neko dolgotrajno oskrbo. Tako kot sem rekel, žilna bolezen, ki je pripeljala do infarkta, z širjenjem z balončkom ne zgine. Pogasimo požar, tleči material ostane tam za vse življenje. In s temi zdravili delujemo točno na to, na aterosklerozo. Zmanjšamo nevarnost nastanka strdkov. V prvem letu damo celo 2 zdravili proti strdkom, po 1 letu eno od teh lahko ukinemo. Se pravi, eno zdravilo vendar lahko ukinemo po 1 letu, medtem ko ostala zdravila ostanejo. Najbolj se posamezniki sprašujejo, zakaj morajo imati zdravila proti holesterolu vse življenje, ko pa poprej niso imeli holesterola, ali pa rečejo, moj sosed ima isto koncentracijo holesterola kot jaz, zakaj ga moram jaz jemati, on pa ne. Enostavno zaradi tega, ker če je prišlo do infarkta, to pomeni, da se v žilni steni nabira holesterol. Mi v krvi merimo krvno koncentracijo holesterola in nam je nek posredni kazatelj nabiranja holesterola v žilni steni. Tukaj pri bolniku po infarktu pa vemo, da se škoda že dela in da je treba z vsemi topovi pač agresivno nanj delovati. In zato je tudi ta terapija potem, mi rečemo, doživljenjska, ampak jaz svojim pacientom rečem, gledajte, odkar sem jaz v medicini, se je ta doživljenjskost pa ta terapija že tolikokrat spremenila, da se bo še v naslednjih letih velikokrat. To se pravi, imamo pravzaprav dober podatek ali pa veselo novico, če tako rečeva, da se zdravila razvijajo naprej, da so verjetno manj neprijetna, neprijazna. Zdravila se razvijajo se novi načini obvladovanja ateroskleroze, konkretno zdravila za holesterol, zdaj so v kliničnih raziskavah so biološka zdravila, ki se v obliki podkožne injekcije dajo 1-krat na mesec ali pa največ 2-krat na mesec in obetajo tudi čez nekaj časa veliko priložnosti za alternativne oziroma za netabletne oblike zdravljenja. Zdravila se tudi združujejo, zdaj so popularne kombinacije, tako da pacienti mogoče kakšno tabletko manj potrebujejo jemati. Ampak ob vseh teh zdravilih bi povedal mogoče to, da najlažje je napisati zdravilo, mogoče malo težje ga je jemati. To jemanje vsak dan ene tabletke ali pa 5 tabletk se nam zdi mogoče tistim, ki ne jemljemo tabletk, lahkotno, ampak že če pomislimo na to, da moramo recimo v kakih okužbah jemati neko zalogo antibiotikov, vemo, da je za posameznika kronična terapija lahko zelo zahtevna. Najtežji del pa kljub vsemu
je zdrav življenjski slog. A ne. In recimo pri kajenju smo v Sloveniji nekje v dobrem povprečju Evrope. Pred leta 2013 smo izpeljali oziroma sodelovali v eni mednarodni raziskavi o oskrbi bolnikov po infarktu, ki se tiče prav tega. In kar se kajenja tiče, smo nekje v dobrem povprečju Evrope. Kar se pa tiče debelih posameznikov po infarktu, smo drugi na mestu po Ruski federaciji, med več kot 25 državami. Tako da ta podatek ni najbolj spodbuden in mogoče na tem vidiku moramo malo več delovati. Doktor Jug, še pol minutke imava, par besedic o koronarnih klubih. Namreč to je tudi podpora tem bolnikom, kaj ne? Bolnica, rehabilitacija, zdravilišča, to je vse del zdravstvenega sistema. Kot sva se pogovarjala ves čas, po infarktu, oskrba, sekundarna preventivna rehabilitacija sta vseživljenjski proces. Koronarni klub so eden modelov najboljše samooskrbe bolnikov, ker so organizirani strani bolnikov, kjer lahko posamezniki po infarktu najdejo vse potrebne informacije, lahko redno telesno vadijo, lahko se družijo z vrstniki, ki so dali eno podobno izkušnjo skozi in se lažje soočajo s to izkušnjo. In tudi dokazano je, posamezniki, ki so v koronarnih klubih, veliko bolj zdravo živijo, veliko bolj so telesno aktivni, veliko bolj opolnomočeni so, zaradi tega jih tudi strokovne smernice slovenske priporočajo vključitev v koronarne klube. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Spoštovane gospe, dragi gospodje, takole marsikaj v zvezi z infarktom sva z gostom v studiu osvetlila in vedno znova prihajamo do tega, da smo za svoje zdravje odgovorni predvsem sami. Zdrav življenjski slog. No, ampak upam, da bomo o tem v naših oddajah še kdaj govorili. Nasvidenje.